Stonic je predstavnik avtomobilskega segmenta, za katerega množični avtomobilski proizvajalci dobesedno morajo pripraviti svojega predstavnika. Gre namreč za najhitreje rastoči razred, če bo šlo tako naprej, bo to kmalu najštevilčnejši razred. Skratka, to je razred avtov, katerega danes gledajo zmerni kupci, ki ne potrebujejo enormno veliko prostora, ne veliko konjskih moči, ne najsodobnejše opreme, a najcenejše nizkocenovne možnosti in pa tudi ni nujno izbrati. To so kupci, ki se z avtomobili ne marajo posebej ukvarjati, zato tudi avtomobilnost gledajo bolj zaradi mobilnostnih vsebin, kot pa zaradi avtotestov. In to so kupci, ki bodo v trgovskem centru šli 1000-krat mimo razstavljenega avta, opazili pa ga bodo šele takrat, ko jim bo prijazna hostesa pred oči ponudila podatek o kar 7-letni garanciji in možnosti brezplačnih servisov. A v tistem kratkem trenutku bo nadvse pomembno, da se bo temu sicer nezainteresiranemu kupcu razstavljeni avto zdel lep in simpatičen, v drugem primeru bo ta kratkotrajni interes spet izgubljen. In Stonic na tej točki zagotovo ne bo izgubil zanimanja. Je pa res, da samo v primeru, da bo razstavljeni Stonic obarvan in opremljen atraktivno. Sicer se bo skril v povprečnosti. In roko na srce, v povprečnosti se bo izgubil tudi, če ga bomo ocenjevali z metrom v rokah. A tokrat bo povprečen v primerjavi s klasičnimi malčki tipa Clio, Polo, Fiesta, ne pa toliko v primerjavi z malimi SUV-ji, kar bi Stonic hotel biti. Namreč opazka številka 1 je, da je Stonic preveč klasičen malček, preveč je podoben Kijinemu klasiku z imenom Rio. Konkretno to pomeni, da se v Stonicu po SUV-ovskih kriterijih sedi prenizko, oziroma za SUV se vstopa premalo pokončno. A saj to ni kritika, zgolj dejstvo, ki ga morajo poznati zainteresirani z bolečinami v križu. Pa še eno pomembno, a enostavno rešljivo opazko imamo. 1,2-litrski atmosferski bencinski motor bo večini mnogo prešibak. Smo namreč že povsem navajeni najmodernejših turbomotorjev, ki potegnejo že iz nizkih vrtljajev in jim zato ni treba nikoli priganjati v tiste vrtljaje, kjer poraba naraste do nerazumnih mer. V primeru tega Stonica do dobrih 7 litrov. Mi pravimo, da vsekakor raje izberite litrski turbomotor.